Tudi dokumentarci so lahko zavajajoči, saj ljudje igrajo vloge, ki jih sicer ne bi, če kamere ne bi snemale. Prav ta persona zamegli resnico, zato so se nekateri dokumentaristi odločili preseči običajne meje filmskega ustvarjanja in namesto tega uporabili prikrite metode, da bi razkrili skriti svet, ki bi bil sicer nedostopen. Številka 10. Brezdomstvo je vsako leto večja težava, ki je bila v Ameriki prvič dokumentirana v 1640 letih, ko so potujoči revni in potepuhi vstopili v vsakdanji jezik. V 1830 letih so te izraze zamenjali z enim, ki je zajemal širši pojem – brezdomci. V 1870 letih je bilo brezdomstvo prvič prepoznano kot nacionalni problem, v 1970 pa je bila razglašena kriza brezdomstva. Leta 1990 je ameriški urad za popis prebivalstva prvič poskušal prešteti število obubožanih med prebivalstvom. In prvič v vseh teh letih je vlada priznala problem. Splošna javnost in vse več aktivistov so bili že seznanjeni s težavami, mnogi pa so si prizadevali spremeniti usodo teh posameznikov. Leta 2000 je bil Mark Singer eden takšnih aktivistov, ki je menil, da je treba osvetliti nenehno krizo brezdomstva. Dokumentarist se je zadrževal v sencah Freedom Tunnela, železniškega predora Amtrak v New Yorku v 90-ih letih, kjer je beležil življenje obubožanih, ki so bili prisiljeni tam prebivati brez drugih možnosti. Črno-beli, 1 uro dolg dokumentarec je nosil naslov Dark Days in je ponudil vpogled v intimno življenje prebivalcev, ki so v teh predorih ustvarili cele skupnosti. Predori so se raztezali čez 50 mestnih blokov, brez da bi dnevna svetloba prodrla skozi železne rešetke v stropu. Po noči ni bilo videti ničesar. Singer je spoznal, da bo moral, če želi dokumentirati to skrivno življenje, storiti nekaj stvari, ki jih družba ne odobrava. Med drugim tudi to, da je po noči iz gradbišč v predore prinašal potrebne predmete. Njegova ekipa je sedela okoli nekdanjega električarja, ki je postal prebivalec predorov, medtem ko je ta spajal njihove kable. Čeprav so iskre letele povsod, se moški ni zganil, saj je moral se priklopiti na mestno električno omrežje. Film izpostavlja vsakodnevne težave, s katerimi so se soočali, in kruto okolje, v katerem so morali preživeti. Dark Days je izjemen, ker razmisleku spodbujajoč portret brezdomstva, ki presega običajno z neposrednim prikazom stiske. Dokumentarec in Singerjevo vstopanje v skupnost pa nista bila izvedena na zakonite, običajne načine. Da bi zagotovil dovolj svetlobe za snemanje življenja v tunelu, je vzpostavil nezakonite električne priključke. Singer in njegovi novi prijatelji so prav tako vdirali na železniško posest. On in njegova ekipa so izdelali vozičke, ki so vozili po aktivnih železniških tirih, vendar niso imeli potrebnih dovoljenj, ki bi jim to omogočala. Zakonitost operacije je prišla do izraza, ko je Amtrak začel projekt preusmeritve in odkril, da v tunelu živi 100 ljudi. Skupnost in Singer so bili nato izseljeni. Nekaj let kasneje je bil film Dark Days pripravljen in leta 2000 je bil predstavljen javnosti. Namesto da bi bil sprejet previdno, je film služil kot katalizator za družbene spremembe, predvsem v smislu ozaveščanja. Dokumentarec se konča s pogledom na eno izmed z deskami prekritih struktur. Nato je bilo predlagano, da je koalicija za brezdomce uspela zagotoviti 40 bonov za približno 100 ljudi, ki so živeli v tunelih. Zadnji prizori so razkrili pogovore nekaterih, ki so bili ponovno razseljeni, kako razpravljajo o svojih sanjah v novih stanovanjih, ki jim jih je zagotovila vlada, in o svojih prihodnjih poslovnih načrtih. Številka 9. Preden je novinar David Farrier izdal svoj prelomni dokumentarec Tickled leta 2016, preostali svet ni vedel za zaskrbljujočo, skrivno skupnost, ki je bila obsedena z navidez preprostim dejanjem žgečkanja. Na prvi pogled se zdi, da je celotna zamisel osnovana na legitimnem vzdržljivostnem športu. Igra žgečkanja je bila večinoma oglaševana moškim, pogosto športnikom ali vojaškemu osebju, ki so potrebovali nekaj hitrega denarja. Vendar pa bi Farrierjeve skrite kamere in tajno novinarstvo razkrile, da je šport, ki ga podpira Jane O'Brien Media, nekaj več in nekaj slabšega. Dokumentarec Tickled se začne lahkotno, vendar Farrier, ko se poglobi v nenavadno subkulturo žgečkanja, odkrije svet, ki je po svoji naravi izkoriščevalski in prisilen.
Namesto tega, tako imenovani šport se izkaže bolj za fetiš vzdržljivosti in zlorabljajočo prakso. Na svojem iskanju nenavadnih in čudaških zgodb kot televizijski novinar Ferrier naleti na nenavaden video o žgečkanju na spletu, ki ga predstavljajo kot žgečkanje za vzdržljivost in promovirajo kot šport za mlade atletske moške, ki so privezani in se med seboj žgečkajo. Ker se mu zdi koncept zabaven, začne raziskovati zgodbo in zaprosi za intervju s producentom videa. Toda naleti na burno reakcijo, zato se poveže z Dylanom Reevom, televizijskim producentom, da bi skupaj raziskala ozadje tega skrivnostnega sveta žgečkanja. Oba sta napisala več objav na blogu o razvijajoči se zgodbi, vendar sta prijela pravne grožnje strani Jane O'Brien Media. Srečanje med dokumentaristi in pravnimi zastopniki je sprva vljudno, a se hitro zaplete, ko eden od zastopnikov ugotovi, da se pogovor snema. Površinsko prijazna taktika se spremeni v odkrito ustrahovanje, ko poskušajo prisiliti novinarje, da opustijo projekt. Potem, ko jim je bil onemogočen dostop do ene od snemanih lokacij, sta Reeve in Ferrier svojo pozornost preusmerila na nekdanje udeležence opolskega športa z žgečkanjem. In tisto, kar sta odkrila skozi te intervjuje, je gledalce globoko pretreslo. Po besedah nekdanjih udeležencev so bili producenti izjemno manipulativni in prisiljevalni. Če bi kateri od udeležencev zagrozil, da bo razkril zlorabljajoče ravnanje podjetja, bi podjetje v zameno razkrilo njihove osebne podatke in celo stopilo v stik z njihovimi znanci, da bi jih diskreditiralo. Dokumentaristi so prav tako odkrili, da so bili nekateri avdicijski posnetki objavljeni brez soglasja posameznika. Zaradi teh manipulativnih in ustrahovalnih taktik, s katerimi so utišali tiste, ki so spregovorili, je bilo treba veliko delov filma Tickled na skrivaj posneti. Več pogovorov s pravnimi zastopniki, producenti, podporniki in skrivnostnim Davidom Diamatom je bilo prav tako na skrivaj posnetih, pri čemer je veliko teh posnetkov pristalo v dokumentarcu in razkrilo zlorabljajočo ter izkoriščevalsko laž. Tudi izjave, izrečene neuradno, niso ostale neuradne. Skozi ta prikrita dejanja se razkrije svet zlorab in prevar. Ferrier odkrije, da so nekaterim udeležencem povedali, da so videoposnetki namenjeni vojaškim raziskavam, kasneje pa so ugotovili, da je bila vsebina prodana na spletu proti njihovi volji, kar prikazuje manj športno in bolj spolno naravnano sceno. Do konca filma in nadaljevanja The Tickle King je postalo jasno, da je za vsem tem zlorabam stal Diamato, ki naj bi imel vzorec takšnega vedenja, ki traja že več kot desetletje. Domnevno je v preteklosti na podoben način ciljal na mlade moške, kar je na koncu privedlo do obsodbe. Zaradi skrivnih posnetkov in kasnejše objave razkritja je Diamato sprožil pravne postopke proti ustvarjalcem filma, večinoma zaradi obrekovanja in, ironično, zaradi objave gradiva povezanega s subjektom brez dovoljenja. Toda tožbe Ferrierja niso odvrnile, temveč so odigrale ključno vlogo v nadaljevalnem filmu, kjer so bile prikazane prav tiste ciljno usmerjene in ustrahovalne taktike, o katerih je bilo razkrito in govorjeno v filmu Tickled. Številka 8. Leta 1948 je začela delovati največja ustanova na svetu za osebe z motnjami v razvoju. To je bila državna šola Willowbrook, državna ustanova, ki je nastanjala in zdravila tako odrasle kot otroke z intelektualnimi motnjami. Ustanova je izstopala v soseski Willowbrook na Staten Islandu v New Yorku in bila zasnovana za 4,000 ljudi. Toda do leta 1965 je bila stavba dom za do 6,000 posameznikov. Govorice so krožile o domnevno groznih razmerah v šoli. Govorilo se je, da je bilo tam prenatrpano, umazano in pravo gojišče hepatitisa, in to ne v prenesenem pomenu. Izkazalo se je, da so medicinski raziskovalci v Willowbrooku izvajali raziskave o bolezni in njenih učinkih. Po javnem ogorčenju so poskuse ustavili, te razmere pa so ameriškega senatorja Roberta F. Kennedyja spodbudile, da je kraj označil za kačje gnezdo. Šele leta 1972 pa je državna šola Willowbrook pridobila pravo zloglasnost. Preiskovalni novinar Geraldo Rivera je bil tisti, ki se je pretihotapil v ustanovo s svojim razkrivajočim dokumentarcem Willowbrook, zadnja velika sramota, šokantnim razkritjem zlorab in sramotnih razmer. Pod vodstvom žvižgača, doktorja Michaela Wilkinsa, sta Rivera in njegova filmska ekipa na skrivaj in nenapovedano vstopila v ustanovo.
Wilkins jim je dovolil uporabiti svoj ključ za vstop. Dodatno pa jim je pomagal še en žvižgač, zdravnik, dr. William Bronston. Nenapovedan obisk ekipe je bila taktična poteza. Ker upravniki ustanove niso vedeli, da bodo posneti in obiskani strani zunanjih oseb, niso imeli dovolj časa, da bi prikrili vsakodnevno resničnost življenja v Willowbrooku. Rivera in ekipa so na skrivaj prinesli kamera v stavbo 6, za katero je veljalo, da je najslabše območje, znano po prenatrpanosti, umazaniji in celo pomanjkanju oblačil za nekatere stanovalce. Medtem ko so kamere snemala, so ujeli nazorne prizore, ki so razkrivali grozljivo raven zanemarjanja v ustanovi. Bolniki s hudimi invalidnostmi so bili prepuščeni sami sebi, živeli so v umazaniji, brez oblačil, v gneči in izpostavljeni zlorabam. Rivera in ekipa so ustanovo zapustili nekaj ur kasneje, zgroženi, ogorčeni in z odporom. 2. februarja 1972 je bila predvajana oddaja Willowbrook, zadnja sramota, kar je povzročilo svetovno ogorčenje. Riverov dokumentarec je postal povod za skupinsko tožbo proti ustanovi in njeno zaprtje. Številka 7. V središču duhovne skupnosti sedi Shri Kumare, razsvetljeni guru, ki je pripotoval z vzhoda in prišel v Ameriko, da bi širil svojo besedo. V samo 3 mesecih si je duhovno prebujani mož pridobil številne privržence, ki so ga sprejeli kot pravega duhovnega voditelja. Pod svojo bujno brado in neomajnim nasmehom Shri Kumare skriva nenavadno skrivnost, ki jo bo kmalu razkril svojim predanim učencem. Sama skrivnost pa se začne že leta prej, z mladim fantom po imenu Vikram Gandhi. Že v mladih letih je Vikram začel spraševati o pomenu duhovnosti. Spraševal se je, ali je vse skupaj le izmišljotina, ali pa je o tem pojmov nekaj več. Ko je postal mlad odrasel, je začel zapuščati svoje hindujske korenine za seboj. Hkrati pa ga je zmedlo, da Amerika zdaj sprejema indijsko duhovnost z yoga studiji in guru koncepti, kjer domnevni duhovni voditelji trdijo, da so na višji duhovni ravni kot vsi ostali. Tako je Vikram začel snemati dokumentarec o teh gurujih, vendar je ugotovil, da kljub množičnemu številu sledilcev ni bilo pri njih nič posebnega. Niso bili nič bolj sveti kot tisti, ki so jim sledili. Da bi to dokazal, se je odločil odpraviti na misijo. Vikram si je pustil rasti brado in lase, si nadel vse mistiške rekvizite, prevzel na glas in postal guru Kumare. Oborožen s kamero se je odpravil iz Phoenixa v Arizoni skupaj z 2 učenkama, učiteljico joge Kristen in organizatorko dogodkov Purvo. Njegov cilj je bil ugotoviti, ali je duhovna pristnost zgolj iluzija, ki si jo ustvarimo sami. Ni trajalo dolgo, preden so ljudje začeli častiti prikritega dokumentarista, ki je ves čas snimal s kamero zaradi njegovega videza in vedenja. Kumare seveda ni imel nobenih naukov, vendar zaradi njegove lažne osebnosti to pravzaprav ni bilo pomembno. S časoma so se začeli zbirati privrženci in prositi za blagoslov. Guru pa si je izmislil svoj blagoslov in ga začel podeljevati. V dokumentarcu iz leta 2011, ki ga je Vikram poimenoval Kumare, opisuje, da si svoj blagoslov predstavlja kot modro svetlobo v svoji glavi, ki jo izstreli na svoje privržence, ko so njihove glave pritisnjene ob njegovo. Ni trajalo dolgo, preden so ljudje začeli trditi, da lahko občutijo svetlobo, ki jo je opisal, čeprav si je ta koncept popolnoma izmislil. Ko se je začelo zbirati vedno več ljudi in postajati predanih učencev, Kumare ugotovi, da vendarle ni vse samo zabava in igre. Ti sledilci so vanj močno verjeli in če ne bo previden, se lahko prekorači tanka meja, ki povzroči resne spremembe v življenjih njegovih sledilcev. Na primer, ena od njegovih vernic ga je prosila za nasvet, ali naj zapusti moža ali ne. Vendar prikriti Vikram nima pojma, kaj se dogaja za zaprtimi vrati, zato ji ne more dokončno odgovoriti z da ali ne. Vsaka možnost bi lahko žensko popeljala na pot v katastrofo, ki je ne more nadzorovati. Nekdani odvisniki so ga zdaj gledali kot vzornika, celo mladina je začela slediti njegovim stopinjam. Vprašanje pa je ostalo, ali bi se tako počutili, če bi vedeli, da Kumare v resnici ni guru, ampak preprost moški po imenu Vikram. Da bi preprečil morebitne posledice, je zasnoval načrt, da bi svoje učenje osredotočil na koncept, v katerega je že močno verjel, da učenci pravzaprav ne potrebujejo guruja. A kmalu zatem se je začelo dogajati nekaj resnično nenavadnega. Kumare je tudi sam začel čutiti to modro svetlobo in jo vzpostavil globoke vezi s svojimi učenci.
Tajni dokumentarec se konča tako, da se Kumare svojim učencem razkrije kot Vikram, s čimer v enem samem trenutku razgali celoten sistem prepričanj in razkrije zmotnost trenda duhovnih gurujev. Laž, ki lahko bistveno spremeni življenja tisočev ljudi, vključno z življenjem prevaranta. Sledilci so bili zaradi razkritja šokirani, vendar je izkušnja kljub temu mnogim prinesla pozitivne spremembe v življenje. Čeprav je bilo vse zgrajeno na laži kot Kumare, je Vikram resnično vzpostavil povezavo s svojimi verniki in resnično je začel čutiti tisto modro svetlobo. Takrat je spoznal, zakaj guruji pogosto nikoli ne razkrijajo svojega pravega jaza. Številka 6. To je dokumentarec iz leta 2016 z naslovom Holy Hell, ki je sestavljen iz skrivaj posnetega gradiva, natančneje 22 let materijala. Dr. Will Allen je dokumentiral vsak trenutek, ki ga je preživel v kalifornijski sekti Buddhafield, ki je trajala več kot 2 desetletji. Sprva je Allen deloval kot snemalec za skupino in snemal tisto, za kar je verjel, da je duhovno potovanje. Namesto tega je, podobno kot Vikram Gandhi, odkril svet laži in zmot, hkrati pa razkril tudi zlorabe in nadzorovalno vedenje. V središču dokumentarca je bila srhljiva osebnost, znana kot Jamie Gomez, ki je zaradi vse večje paranoje znana pod številnimi imeni, med katerimi je najpogosteje uporabljal psevdonim Mitchell Rostad. Večina njegovih privržencev ga imenuje učitelj. Pod psevdonimom je Allen še naprej snimal dogajanje v kultu Buddhafield, ne kot uradni snemalec, temveč kot vohun, ki bo razkril srhljivo skupnost, ki jo vodi šarlatan. Sprva se film Holy Hell zdi nekoliko kičast, kot blodnje jupijovskega duha 80-ih, a z nadaljevanjem se razblini v pretresljivo pripoved. Člani kulta so prikazani kot inteligentni in dobro prilagojeni, kar je v primerih kot je ta pogosto videti kot nekaj nenavadnega. Niso obupani ali naivni, pa vendar so padli pod močan nadzor narcisoidne osebnosti guruja. Osebnosti kot je Mitchellova spodbujajo še tako majhno negotovost in čustvene potrebe, ter ljudi silijo, da se oprimajo tistega, kar hrani te entitete. Te negotovosti se kažejo v ozračju skrivnosti, tako kot so se v kultu Buddhafield. Ta potreba po zasebnosti je Mitchellu tudi omogočila, da je svojim privržencem prepovedal, da bi se med seboj pogovarjali o svojih življenjih. Zaradi tega se je počutil, kot da je on njihov vir duševnega, duhovnega in čustvenega zdravja. Oditi, tako je šla pripoved, je pomenilo priklicati duhovni propad. Allen je ujel najhujše grozote, ki so se dogajale v kultu pod vodstvom Mitchella, ki je svojim privržencem prepovedal imeti otroke ali kakršnekoli spolne odnose. Čeprav je prepovedal takšne odnose, je učitelj pogosto silil mlade moške v spolne odnose z njim. In ker jim ni bilo dovoljeno govoriti drug z drugim, noben član ni vedel, da so vsi zlorabljeni in izkoriščani. Allen je prav tako dokumentiral medicinske posege, kot so plastične operacije in vsadki, ki so jih izvajali na privržencih, potem ko jih je Mitchell v to prisilil. Te operacije so služile kot preizkus za vodjo, da je videl, kako izgleda, preden je iste posege opravil tudi sam. Holy Hell raziskuje izolacijo, ki so jo člani kulta doživljali. Naročeno jim je bilo, naj prekinejo stike z družino in omejen jim je bil dostop do zunanjih informacij, vključno z radijem, televizijo in knjigami. To pravilo je zagotovilo, da so bila njegova učenja edini vpliv na njegove sledilce. Velik del razloga, da so člani ostajali, je temeljil zgolj na strahu. Guru jih je prepričal, da so varni pred boleznijo in nevarnostjo, le če ostanejo v kultu pod njegovo zaščito. Potem, ko je Allen zapustil kult samo nekaj urami posnetkov, ki jih je smel obdržati, je 4 leta vse skupaj sestavljal. Skrivni posnetki so bili združeni z današnjimi intervjuji z nekdanjimi člani kulta, ki jim je uspelo pobegniti. Leta 2016 je bil izdan film Holy Hell. Razkril je zlorabe, ki so bila prisotne v skupnostih in razkrival gibanje Buddhafield ter njegovega vodjo. Številka 5. Opisana kot opazovalni dokumentarec, trilogija Life of Crime spremlja 4 kriminalce v Newarku v New Jerseyju skozi 36 let. Filmski ustvarjalec John Alpert dokumentira njihova življenja s prikritimi posnetki, ki prikazujejo kraje v trgovinah, uporabo prepovedanih substanc, delo, družino, zapor in pogojni izpust.
Trilogija se je začela z enim letom v življenju zločina leta 1989, nadaljevala z Life of Crime 2 leta 1998 in zaključila z Life of Crime leta 2021, ki zajema leta od 1984 do 2020. Filmi so bili pohvaljeni zaradi svojega surovega sloga cinema verite in intimnega vpogleda v kriminalno življenje, vendar so bili tudi deležni številnih kritik. Velik del teh kritik se je osredotočal na pristop s skrito kamero, tajne posnetke, nazorno vsebino in odločitve ekipe, da ne poseže med nevarnimi ali vznemirljivimi trenutki, vključno z uporabo prepovedanih drog, nasiljem in smrtjo. Prvi film se začne z Robom Steffijem in Micom McGrathom, ki se pripravljata na kraj v lokalni trgovini. Skrite kamere jih spremljajo, ko poskušajo ukrasti posteljnino. Kasneje Freddy Rodriguez pride iz zapora po obsodbi zaradi prepovedanih substanc. Kmalu se pridruži Robu pri kraji srebrnine v vrednosti $170. Do konca maja 1984 sta Rob in Mike vsak dan kradla izdelke v vrednosti do $100. Tistega julija so Frida aretirali zaradi velike tatvine in uboja z vozilo, vendar je z uporabo lažnega imena uspel priti na prostost. V dokumentarcu se večkrat pojavi lokalni mehanik po imenu Sid, ki spodbuja Freda in Roba naj spremenita svoje življenje. Ko se film nadaljuje, postajajo zločini in posledice vse resnejši. Robovi hčerki grozi, da jo bo vzela socialna služba. Fredova žena in otrok ga zapustita zaradi njegove uporabe drog. Skrite kamere pa ujamejo Mika, kako postane fizično nasilen do svoje noseče žene. V filmu Life of Crime 2 dokumentarec 5 let kasneje ponovno spremlja Roba in Freddyja. Oba sta v zaporu. Film predstavi tudi Delires, eno od Robovih bivših punc, ki ima 3 otroke in je močno zasvojena z narkotiki. Potem, ko Rob za kratek čas dela kot nočni čuvaj, ponovno obudi razmerje z Delires, kar ga znova potegne k drogam. Freddy je kasneje izpuščen iz zapora, ponovno zapade v odvisnost in na koncu je pozitiven na HIV. V še enem zaskrbljujočem prizoru Deleos pusti svoje otroke na ulici, da bi se srečala z Robom. Zadnji del povzame prejšnje filme, preden preskoči v leto 2000. Freddy je v zaporu. Rob prestaja kazen v državnem zaporu Southwood, Deleris pa je v okrožnem zaporu. Kasneje so vsi trije izpuščeni. Rob dela v lekarni Eckerts. Delarice ostane čist več mesecev. Freddy pa se ponovno poveže s svojimi otroki, medtem ko biva v hotelu, ki so mu ga uredili prek pogojnega odpusta. A vendar Freddy na koncu ponovno zapade v odvisnost. 3 leta potem, ko se je predal oblastem, umre. Rob umre leta 2002. Do julija 2020 je Delerisova trezna že več kot 13 let, vendar jo je zaprtje zaradi pandemije prisililo, da je ponovno zapadla v stare navade. Na koncu film Life of Crime ne ponuja srečnih koncev za ljudi, ki jih spremlja. Namesto tega dokumentira brutalen cikel zasvojanosti, uličnega kriminala, zaporov in ponovnih zdrsov v New Jerseyju, ter odpira težka vprašanja o izkoriščanju, opazovanju in posredovanju. Številka 4. Ruski dokumentarist Vitalij Manski se je odločil razkriti laži, ki stojijo za severnokorejsko propagando. Skozi dokumentarec z naslovom Under the Sun razkriva, kako je običajno življenje v kultnem sistemu, ki časti nekdanjega voditelja Kim Jong-ila kot skoraj mitičnega večnega vodjo, povsem drugačno od tistega, kar je prikazano na kameri. Manski je pred začetkom snemanja dobil uradno soglasje severnokorejske vlade, vendar pa niso dovolili, da bi snemalna ekipa snemala med posameznimi prizori. Uradno naj bi bil dokumentarec zgodba v nastajanju o šolarki, ki se pridruži otroški zvezi, obvezni državni mladinski organizaciji, ki služi kot vadbišče za zvestobo. Posnetki, zajeti v tem filmu, zajemajo več kot 1 leto in prikazujejo priprave na dan sijoče zvezde, ki je rojstni dan Kim Jong-ila. Ustvarjalci dokumentarca so dovolili vladnim nadzornikom, da režirajo prizore in z režijo pravzaprav mislijo prirejanje. S tem, ko je pustil kamere prižgane med prizori, Manski razkrije vaje in zrežiranost. Ti neuradni posnetki so razkrili namerno ustvarjanje idealne družine, pri čemer so uradniki Korejcem govorili, kaj naj rečejo, kako naj sedijo in kdaj naj se nasmehnejo. Scenariji so vnaprej napisani, lokacije pa vnaprej izberejo predstavniki vlade.
Za propagandni dokumentarec je celotno družinsko življenje šolarke Zin Me izmišljeno. Oba starša sta na primer prikazana kot delavca v tovarnah, vendar tam v resnici ne delata. Oče je v resnici novinar v tiskanih medijih, kar ga postavlja v enak položaj kot propagandna agencija, ki je bila na snemanju prisotna kot spremljevalec. Filmski ustvarjalci so morali vsak dan oddajati pomnilniške kartice. Vladni predstavniki pa so odločali, kaj je dovoljeno, kaj je cenzurirano in kaj se izbriše. Niso vedeli, da je poleg skrivaj posnetih posnetkov ekipa naredila tudi varnostne kopije vsake sekunde, ki so jo posneli, in tako ohranila trenutke, ki bi lahko razkrili celoten sistem. Potem so severnokorejske oblasti nenadoma odločile, da prekličejo celoten projekt, še preden je bil dokumentarec dokončan. Zaradi tega je Mansky menil, da je ves posneti material za film svobodno uporaben. Dokumentarek je zašel od prvotne lepote Koreje in se poglobil v neverjetno razkritje, kakšno je bilo življenje v resnici. Film je prežet z vseprisotnimi upodobitvami Kim Jong-una in njegovih predhodnikov, ki so primerljive z Jezusom v srednjeveških cerkvah. Ko je Mansky končno zbral vse izseke skupaj, je bil film Pod soncem izdan leta 2015 in čeprav je odprl oči preostanku sveta, je bil prava kritika za povezane s Severno Korejo in Rusijo. Ker je bil Mansky, rojen v Rusiji, upleten v projekt, ki je razkril celoten vladni sistem, se je Moskva odločila, da se distancira od njih. Ruski minister za kulturo je celo neposredno kritiziral filmske ustvarjalce zaradi razkritja. Toda film Pod soncem je vseeno služil svojemu namenu, saj je pokazal, kako enostavno je za državo manipulirati s svojimi ljudmi. Številka 3. Dokumentarek Dominion iz leta 2018 je za večino ljudi preveč intenziven, vendar izpostavlja resnico o industriji živinoreje in prikazuje temno plat, ki je potrošniki nikoli ne vidijo. Dokumentarek služi kot nadaljevanje filma Lucent iz leta 2014, ki z uporabo podobnih metod snemanja kot Dominion raziskuje temno plat avstralske industrije reje prašičev. Oba filma poudarjata, kako je vsakodnevna krutost v industriji široko sprejeta kot nekaj normalnega in standardna praksa. S stotinami posnetkov s skritimi kamerami in droni je v sistemu klavnic razkrita brutalna resničnost. In ne osredotoča se le na nečloveške metode, ki so vključene v zakol živine, temveč tudi na zlorabo in zanemarjanje, ki jo živali doživljajo v mesecih pred svojo smrtjo. Avstralski dokumentarec je napisal, režiral in produciral Chris Delforce, znani aktivist za pravice živali, ki si je zadal za nalogo razkriti mesno in mlečno industrijo ter razbiti fasado pašne reje, proste reje in humane klavnice. Film se osredotoča na klavnice po vsej Avstraliji ter na velike farme, kjer so s skritimi posnetki zabeležili industrije, v katerih je zloraba pogosta in so metode zakola vprašljive. Maceracija, odiranje živih živali in plinske komore se v filmu pojavijo kot grozljivi prizori. Preiskovalci, ki jih vodi organizacija za zaščito živali Farm Transparency Project, so se pod krinko infiltrirali v te industrijske farme in klavnice, opremljeni s skritimi kamerami, da bi posneli grozote, ki se tam dogajajo. Dominion seže tudi onkraj področja mesne industrije in prodre na farme ter vzrejališča, kjer vzrejajo živali kot so lisice in zajci, jih držijo v zanemarjenih razmerah in jih kasneje kruto ubijajo za izdelavo oblačil. Filmska ekipa na skrivaj snima tudi industrijo zabave z živalmi in razkriva zlorabljajoče metode dresure, s katerimi divje živali prisilijo v pokorščino. Pojavi se tudi industrija medicinskih raziskav, ki prikazuje nepotrebne teste na širokem spektru živali, vključno s psi, čeprav 95% preizkusov zdravil, ki uspejo na živalih, propade pri preizkusih na ljudeh. Tajni projekt, ki je pripeljal do dokumentarca, ki odpira oči, so podprle znane osebnosti iz sveta slavnih. Sem spadajo tudi igralci, ki se zavzemajo za pravice živali, kot je Joaquin Phoenix, ki je film pripovedoval skupaj z Rooney Mara in Sadie Singh. Ob izidu je Dominion prejel nagrado za najboljši dokumentarni film. Delforce pa je osvojil nagrado za najboljšega režiserja. Vendar pa je film naletel na nekaj kritik strani kmetijske skupnosti, ki ga je označila za napad. V resnici je Dominion razkritje kino resnice. Na drugem mestu to je bil režiser Talal Derki, ki je preživel 2 leti v Siriji pod krinko vojnega fotografa.
da nam je prinesel izjemen dokumentarec iz leta 2017 Of Fathers and Sons, ki je bil posnet na skrivaj, saj je resnični namen svojega dokumentarca prikril. Serhijev dokumentarec spremlja življenje džihadističnega očeta, Abua, ki vzgaja svoja mlada sinova, Osamo in Ajmana, skozi posnetke, ki prikazujejo njun prehod iz otroške nedolžnosti v radikalizacijo. Derke se je družini predstavil kot simpatizer in fotograf, da bi pridobil tesen vpogled v njihova življenja. Celoten dokumentarec je slonel na tem, da je režiser tvegal življenje, ki je tvegal vse, da bi dokumentiral indoktrinacijo in ujel življenje za zaprtimi vrati v radikaliziranem okolju. Abu, kot je odkril, je eden od ustanoviteljev Al-Nusre, uporniške organizacije v Siriji. Ko ne strelja na svoje sovražnike, ta osrednja osebnost razminira mine, da bi pridobil material in ga prodal izdelovalcem eksplozivov. Doma so njegovi otroci spodbujeni, da se odzovejo z enako mero nasilja, s pretresljivimi prizori in nepričakovanim spodbujanjem k ubijanju. Ko se dokumentarec nadaljuje, pride v ospredje nekaj resnično vznemirljivega. Abujevi potomci niso edini, ki odraščajo na tak način. Med produkcijo je Derke bil priča stotinam mladih na ulici, opremljenih z lastnim orožjem, ki ga komaj držijo v rokah. Kasneje sta se oba Abujeva sinova vrnila v šolo, vendar si Osama želi ugoditi očetu in sledi poti, ki jo je izbral njegov predhodnik. Toda fant ni bil primeren za to življenje, bil je šibkejši od ostalih svojih bratov. Derke je opazil, da bi bil Osama, če bi odraščal zunaj države, ki jo pustoši vojna, umetnik in ne borec. Očetje in sinovi je globoko psihološko vpliven film o nepopustljivem nasilju, ki prodre skozi zanikanje tistih, ki gledajo od zunaj in zahteva, da se to neprestano nasilje prizna. Ker zdaj vstaja, ljudem krade otroštvo. Po izidu prikritega dokumentarca je Derke pojasnil, da se je kljub tveganju čutil dolžnega, da ga posname. Upori teh organizacij v njegovi domovini so bili hitri in so ga prisilili, da se je ustavil in razmislil, kako se je vse to zgodilo. Da bi odgovoril na vprašanje, je posnel celoten proces. Ker je imel dostop do države in je bil filmski ustvarjalec, je Derke sprejel izziv. Številka 1. Leta 2014 je bil film The Look of Silence nominiran za najbolj pretresljiv dokumentarec leta, ki spremlja življenje Adija Rukina, srednjeletnega indonezijskega optometrista, ko se sooča z organizatorji smrti svojega brata. Adijevo celotno življenje je zaznamovalo nepopustljivo občutje žalosti v družini po indonezijski čistki komunistov v letih 1965 do 1966, ki mu je vzela možnost, da bi kdaj spoznal svojega brata. Dokumentarek je režiral Joshua Oppenheimer z namenom, da bi prekinil 50 let dolgo tišino in strah, ki obdajata indonezijski pokol. Oppenheimerjev dokumentarec razkriva trajni vpliv, ki ga je ta dogodek imel na družine žrtev in jih ponovno postavlja v središče po desetletjih, ko je bil celoten dogodek potisnjen na rob zgodovine. Filmski ustvarjalci so si prizadevali za soočanje s preteklostjo in vztrajali, da nekdo prevzame odgovornost. Toda uveljavljanje tega prizadevanja je bilo nevarno in da bi lahko izvajali takšen aktivizem, je morala ekipa sprejeti potrebne varnostne ukrepe. Da bi se zaščitili pred morebitnim povračilnim ukrepom indonezijske vojske, so vsi, ki so sodelovali v procesu, ostali anonimni. V odjavni špici je bil naveden le Oppenheimer, s čimer so zagotovili varnost ekipe. Čeprav je večina posameznikov vedela, da jih snemajo za dokumentarec o pokolu, je bila produkcija filma The Look of Silence obdana z veliko skrivnostnostjo. Adi in ustvarjalci filma so na koncu tvegali svoja življenja, samo da bi dobili priložnost govoriti z nekaj tistimi, ki so bili odgovorni za smrt njegovega brata. Veliko teh oseb, vključno z njegovim stricem, ima lokalno oblast, zaradi česar je bila to še posebej tvegana poteza. The Look of Silence deluje kot nadaljevanje enega od Oppenheimerjevih prejšnjih dokumentarcev, ki se je osredotočal na psihologijo tistih, ki so bili vpleteni v množični pokol. Adi si je nekaj delov tega dokumentarca ponovno ogledal, da bi se pripravil na najbolj pretresljivo soočenje. Z očesnimi pregledi se neprijetno približa bratovim morilcem. Optometrist med izvajanjem teh testov sprašuje o njihovih brutalnih dejanjih in vztraja, da priznajo, kaj so storili. Adi ne uporablja očesnega pregleda le kot orodje za vstop v življenja teh moških, temveč tudi kot metaforo, da jih prisili, da se pogledajo v ogledalo, kar vodi do napetih izmenjav in nevarnih soočenj.
Film The Look of Silence je družini Ruken omogočil vsaj nekaj notranjega miru, saj so se lahko končno soočili s temi moškimi in jih okarali zaradi njihovega vedenja. Film je bil, čeprav tvegan, nujen za razkritje resnice. Sadistična in natančna narava pobojev, v katerih so milijoni izgubili življenja. Najlepša hvala, da ste gledali. Če vam je bil ta video všeč, pritisnite gumb všeč mi je. Ne pozabite se naročiti in klikniti zvonček za obvestila, da boste na tekočem z vsemi našimi prihodnjimi objavami. Moje ime je Top 5 Unknowns in se vidimo v naslednjem videu.